Zofija Mazej Kukovič je poslanka politične skupine Evropske ljudske stranke, ki deluje kot največja politična skupina v Evropskem parlamentu. Odraščala je v družini 7 otrok v Belih vodah, podalpski vasici pod Smrekovcem. Kasneje je kot dolgoletna direktorica skupaj s sodelavci rešila propadajoče podjetje. Zato je 200 ljudi imelo delovno mesto. Kot ministrica za zdravje ni popustila gradbenim lobijem za dokončanje pediatrične klinike. Bolni otroci imajo zato danes kakovostno oskrbo. Kot mestna svetnica v Ljubljani se zavzema za boljše gospodarjenje z denarjem davkoplačevalcev. Kot evropska poslanka se ob koncih tedna z velikim veseljem vrača v domovino. Ob svoji družini in v naravi črpa energijo za delo. Rada smuča, hodi v hribe, svoj prosti čas namenja pridelavi zdrave hrane. V Evropskem parlamentu poslanka deluje za skupni interes, to je za boljšo prihodnost Evropejk in Evropejcev, kar je tudi ključni razlog za enotnost ter sodelovanje med različnimi političnimi skupinami. Kljub temu pa ima poslanka Mazej Kukovičeva v domovini na določene teme drugačne poglede. Zagovarja stališča, ki jih je podala med volilno kampanjo, ta pa so povezana z obljubo, da bo v Evropskem parlamentu odgovorno delovala za vzpostavitev pogojev za oživitev gospodarstva. Pri vsem svojem delovanju je zanjo ključno usklajevanje in upoštevanje slovenskih stališč, mnenj in priporočil strani stroke. Njeno delo vključuje mnogo izzivov in večkrat služi kot most med domovino in Brusljem. Poslanka je aktivna tudi v domovini. Požen Evropo je edinstvena pobuda, namenjena predvsem zaposlovanju mladih, iskanju novih zaposlitvenih priložnosti, spodbujanju mobilnosti in predstavitvi izobraževalnih možnosti v državah članicah Evropske unije. V petek 21. septembra 2012 je v Velenju potekala uvodna predstavitev široko zasnovanega projekta evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič in ekipe Požen Evropo z naslovom Zdravo okolje za zdravje ljudi. S tem projektom želi spodbuditi tako pridelavo kot tudi uporabo zdrave, v Sloveniji pridelane hrane. Namen projekta je ponovno oživiti gojenje 4 tradicionalnih slovenskih kultur, ki iz naše kmetijske krajine počasi izginjajo. To so ajda, jagodičevje, stročnice in česen. Če danes ne bomo poskrbeli za večje ozaveščanje, kolikšen pomen imajo te izginjajoče kulture, in če ne bomo prenašali takšnih sporočil od človeka do človeka, bomo v Sloveniji gledali hektare zemlje, ki se zaraščajo. Opazovali bomo, kako številne avtohtone slovenske poljščine izginjajo, meni evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič. Na projektu že nekaj mesecev deluje skupina strokovnjakov z Inštituta za ekološke raziskave Eriko iz Velenja, Visoke šole za varstvo okolja in Inštituta Jožef Štefan. Slednji je pri projektu sodeloval še z Biotehniško fakulteto in Kmetijskim inštitutom Slovenije. Pri raziskovanju, kako ponovno načrtno vzgajati te kulture, so se osredotočali na iskanje območij predalpskega sveta, kjer je zemlja čista, podnebne razmere pa ugodne. Cilj projekta je pridelava varne in kakovostne hrane ob hkratnem zmanjševanju obremenjevanja okolja in narave. Poglejmo si nekaj podatkov. Kar 35% slovenskega površja leži nad 500 metri nadmorske višine, kjer je pridelava hrane zaradi zahtevnejšega terena sicer težka, so pa tla na teh območjih običajno manj onesnažena, kar je lahko odlično izhodišče za pridelavo hrane boljše kakovosti. Žal je danes večina obdelovalnih površin na teh območjih namenjenih pridelavi krme za živali, Slovenija pa kljub naravnim danostim uvozi hrane kar za milijardo evrov. Vsi vemo, da bi jo lahko v večji meri pridelali doma. Sem sodi tudi ajda, ki jo v Sloveniji skoraj ne gojimo več, kar 80% pa je uvozimo. Prihodnost je v trajnostno naravnanem kmetijstvu, ki poleg produktivne izpolnjuje tudi okoljsko in socialno funkcijo, kar pomeni, da se o pridelavi hrane vzdržuje kakovost tal in biotsko raznovrstnost. Obenem na tak način spodbujamo tudi trajnostni razvoj podeželja, kar vodi v ustvarjanje novih delovnih mest,
spodbujanje inovacij pri razvoju podeželja in spodbujanje samooskrbe. Zavedati se moramo, kje živimo in kaj imamo. Vse prevečkrat pozabljamo na potencial zemlje kot dobrine, iz katere je moč nekaj narediti. Danes ob obilici uvožene hrane pozabljamo na njeno kakovost, zato je še kako pomembno, da med ljudi širimo zavest o pomenu lokalno pridelane hrane ter o neprecenljivih možnostih samooskrbe, ki jih imamo. V času gospodarske krize se tudi Evropska unija ukvarja z vprašanjem samooskrbe posameznih držav. Ajda, česen, jagodičevje in stročnice nosijo v sebi nešteto zdravilnih učinkovin, ki blagodejno vplivajo na človeka. Vemo, da fižol znižuje holesterol, da jagodičevje vsebuje veliko C-vitamina in da česen vpliva na kardiovaskularni sistem. Razumljivo je, da pri uvoženi hrani, ki je opustošena zaradi masovne pridelave, takšnih učinkov ne moremo pričakovati. V Ljubljani se je v petek 23. novembra odvila še ena okrogla miza. Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič je v Centru Evropa v Ljubljani gostila okroglo mizo povezano s projektom Zdravo okolje za zdravje ljudi z naslovom Hrana za zdravje in zdravljenje. Kaj hrana v našem življenju lahko pomeni? Kaj lahko pomeni takrat, ko smo zdravi in kaj pomeni takrat, ko že pademo tudi v bolezen in kako si lahko s hrano tudi pripomoremo in seveda lažje obvladujemo bolezen. Naj spregovorim samo za začetek nekaj besed o mojem delu v Evropskem parlamentu, ki je vezano na srečo v nadaljevanju na zdravje, na okolje in na hrano v enem delu. V drugem delu pa na gospodarstvo in podjetništvo, to pa je vse to, kar sem počela tudi prej v življenju. In kombinacija obojega mi je dala idejo, da moramo razmišljati o tem, da imamo danes v Sloveniji prvič mnogo za milijardo uvožene hrane na leto, za 1 milijardo in 1 milijarda evrov pomeni, da je to polovica zdravstvene blagajne praktično, kot tretj velikosti. Ali pa eno leto mora 10.000 ljudi delati, da pridela ta denar. To pomeni 1 milijarda. In toliko hrane mi uvozimo. Zraven nimamo dela, veliko brezposelnih. V nadaljevanju, če dalje večja ali pa več težav za zdravjem, ker se pač vsi staramo in staranje prinaša tudi en del težav pri zdravju. Zato, ker imamo več kot 10.000 hektarov zemlje, ki ni obdelana in seveda zato, ker vemo, da je hrana že v zgodovini igrala tako rekoč najpomembnejšo vlogo. Najpomembnejšo tako, da se še jaz spomnim iz mojih otroških let, ko smo kruh, ki je padel na tla, pobrali in ga poljubili. Danes imamo kruha v smeteh, kolikor želite. In opozoriti na to, ozavestiti v politiki, v ljudeh, da je hrana vendar velika vrednota in da nam lahko pomeni tako zdravje in tako delovno mesto. Danes bomo tu govorili seveda pogled od uporabnika. Pogled uporabnika hrane, takrat, ko je zdrav ali ko ni več popolnoma zdrav. Ne bomo govorili o pridelavi hrane, kajti pridelavo hrane, ki jo mi želimo s tem projektom promovirati, je orientirano v 4 kulture. To je v stročnice, v ajdo, v česen in jagodičevje. To so kulture, ki so praktično pozabljene in lahko rastejo v nezahtevnih področjih. Ampak o tem samo toliko, da veste, to je to, kar je jedro tega našega projekta, ki ga obdelujejo skupaj z nami Inštitut Jožefa Štefana, Visoka šola za varstvo okolja in pa Inštitut Riko. Tako da na ta način sem se jaz konkretno kot poslanka lotila mojega poslanstva prinesti iz Evrope
v Slovenijo nekaj, kar nam lahko jutri koristi vsem, oziroma kar vsi potrebujemo danes. Naj povem, da me izjemno veseli danes, da lahko tukaj gostimo Marijo Seljak, s katero sva skupaj bile v klopeh predsedovanja Evrope Slovenske uniji. In takrat je bila hrana poleg bolezni raka tako rekoč ključna. O tem smo govorili. In ko smo imeli prvo konferenco na EFSI v Bruslju, so meni sodelavke pripravile natančen govor, kaj naj povem. Ampak jaz sem prišla gor sredi protokolov, sredi vse evropske politike in sem začela govoriti na pamet. In so se skoraj zjokale od strahu, kaj bo, ker jaz govorim po svoje, ampak nazadnje mislim, da se je zelo dobro končalo. Skratka, jaz sem bolj govorila iz srca, ker hrana je dejansko tista, v kateri lahko govoriš iz srca in moraš tudi čutiti ta odnos. Primarij Marija Vegelj-Pirc že od nekdaj igra takšno vlogo pri ljudeh, ki so najbolj potrebni tudi tolažbe, poleg vsega, to je pri rakastih bolnikih. Da se nam je tu pridružila danes profesor Metka Zorc, ki orje ledino, tako rekoč, ne samo na kurativi, pri operacijah srca, ampak potem tudi pri samem procesu zdravljanja, kasneje, po tistem, ko prihajajo bolniki iz bolnišnice. In še vesela sem gospe Senčarjeve, predsednice Europa Dona, ki tudi toliko, kot ona deluje za javno dobro, že desetletje ali 2 desetletja, skupaj smo bile takrat pri zasnovi, da je Europa Dona nastala, in seveda so na teh ljudeh, izvolite Mirko naprej, in pri teh ljudeh, ki res se razdajajo tako rekoč celo življenje za to, da pomagajo drugim, je meni tudi nocoj zelo toplo pri srcu, ko vas vidimo vse tukaj. Zgolj slučajno same ženske. Tako da mislim v tem, tako da moški lepo prosim, ne bodite užaljeni, ker brez vas nikakor ne moremo in ni bilo temu tako mišljeno. No in potem skozi naše nadaljevanje nocoj boste tudi vi nekateri, ki smo vas poprosili, da poveste kakšno svojo izkušnjo, po tem, ko bomo slišali del predavanj. In še nekaj, mlada ekipa Požene Evropo, to pač je moja iniciativa, skozi katero zdaj gredo ti projekti kot evropske poslanke, bo tudi pokazala, kako udejanja pravzaprav ozaveščanje med ljudmi po Sloveniji, po celi Sloveniji, tako da malo na koncu dobimo eno skupno sliko ali pa skupno spodbudo, kaj mi vsi lahko storimo, ker je rešitev v vseh nas, rešitev tudi teh težkih časov in rešitev tega, da se zavedamo, v kako lepi deželi živimo. In jaz vedno, ko se vrnem iz Brusla, tudi danes, ko sem bila med drugim v enem lokalu na kosilo, tu v Ljubljani, vam moram povedati, da je to neverjetno, res, mislim, mi smo v taki lepoti doma, v taki estetiki, da si ni za predstavljati. Nisi za predstavljati, pač treba je po svetu iti, da znaš ceniti, kaj imamo mi. Tudi pri tem, ko te nekdo tako postreže, da so vilce in noži tako, bi rekla, postavljeni kot treba. Tudi to je detajl, ki ga človek opazi potem, ko si po svetu. No in še v Evropskem parlamentu samo nekaj besed, da govorimo slovensko, da je slovenski jezik eden izmed 23 uradnih jezikov Evropske unije. Veste, da je to en velik ponos nas vseh skupaj. In da je 754 nas poslancev, sprejemamo pa nove direktive, novo zakonodajo, vedno s kompromisom. To pomeni, da se levi in desni, zeleni in taki, da se združimo z ozirom na to, kaj je za dobro ljudstva. In danes je situacija posod zelo, zelo resna in enostavno pomeni to, da bomo pač
da je v nas ljudeh v bistvu rešitev. V nas ljudeh in v naši tolerantnosti in v tem, ali smo pripravljeni res delovati za to, da bo čez leta boljše, kajti ne bo boljše niti v pol leta, niti v enem letu. Ampak danes je jasno na evropskem nivoju, da je kriza, ki je, da bo trajala nekaj let, samo vprašanje, koliko let še. Da pa nekaj let to bo, je pa danes po vseh kazalcih evidentno. Ampak rešitve so in ena izmed rešitev je tudi odnos do hrane, tudi pridelava hrane in tudi priprava hrane. Kajti priprava hrane iz zdravih vsebin je seveda tista, ki daje potem ves blišč tudi našemu življenju in kakovosti našega življenja. Slovenija je dežela zdravega okolja in to je naša velika prednost. Pridelava hrane pa pomeni tudi odpiranje novih delovnih mest, pomeni preventivo in zdravje, meni evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič, ki je gostila še magistro Marijo Seljak, doktorico medicine z Inštituta za varovanje zdravja, primarijko Marijo Vegel Pirc, doktorico medicine iz Društva onkoloških bolnikov Slovenije, profesorico doktorico Marjeto Zorc, doktorico medicine iz Društva operiranih na srcu. Pridružila se jim je še primarijka Mojca Senčar, doktorica medicine iz organizacije Europa Donna, ki je slovensko združenje za boj proti raku dojk. Naši mladostniki zelo redko zajtrkujejo. Zajtrk, kot vemo, je eden ključnih obrokov in tukaj je eden ključnih problemov. Tako kot mi smo starejši navajeni, to prenašamo na mlade. Mladi so tisti, ki potem je še pravzaprav za vse življenje si ta problem naredijo. Ravno tako iz nekaterih študij izhaja, da vsaj enkrat dnevno sadje uživa le 40% mladostnikov, zelenjavo pa le nekaj čez 20%. V procesu zdravljenja ali ob drugih bolezenskih zapletih pa je skrbno načrtovana prehrana, imenovana prehranska terapija, bistvenega pomena. Bolniku omogoča ponovno izgradnjo poškodovanih telesnih tkiv in povečuje njegovo sposobnost, da se ubrani pred okužbami. Tudi ta projekt zdrave prehrane in ohranjanje okolja, ki je briljantno, verjemite, v svetu. Voda, narava, planine, zrak, ki je še vedno čist v primerjavi z zrakom drugje. Dosti potujem po svetu, dosti delam tudi drugje in vem, da imamo res lepo deželo, ki jo lahko ponudimo tudi drugim, razvoj zdravstvenega turizma. Verjemite mi, Europa Donna je tista, ki širi vedenje o tem, kako pomemben je zdrav življenjski slog, kamor spada seveda, tako kot smo že slišali, zdravo prehranjevanje, zdravo, bom rekla, vzdrževanje enakomerne telesne teže, redna telesna aktivnost, jaz pravim, kot si umivamo vsak dan zobe, bi morali biti vsak dan telesno aktivni. In poleg tega bi ravno tako se pridružila vsem mojim predhodnicam. Ne pozabimo na pozitivno razmišljanje. Vseh 5 se je strinjalo, da je dobra, doma pridelana hrana zagotovo prava pot k boljšemu zdravju, kar pomeni, da je dobra, polnovredna in sveža, lokalno pridelana hrana najboljša preventiva pred boleznijo. Poudarile pa so tudi, da bolniki, ki že imajo težke bolezni, tako kot je denimo rak ali pa srčno-žilna obolenja, bolje okrevajo in lažje prenašajo tegobe, če se dobro, zdravo in primerno prehranjujejo. Seveda tu ne gre samo za izbor, temveč predvsem tudi za kakovost živil. Menile so, da je lokalno pridelana hrana zagotovo boljše kakovosti kot uvožena, tudi zato, ker je naše okolje razmeroma manj onesnaženo kot marsikatero v tujini, od koder prihaja hrana na naše police. Zemlja prinaša delo in nove zaposlitvene možnosti. Le zavedati se moramo, da zdrava hrana prinaša zdravje in da nam Slovenija nudi vse to, le bolj aktivni moramo postati.
poslanka, takole hodite po Sloveniji in širite dobro voljo. Kaj je pravzaprav tisto, kar vas v tej krizi še vedno lahko spravi v smeh? Predvsem to, da ne smemo se pustiti, da se ne smemo pustiti temu in verjeti, da se nekaj ne da. Kajti, če se je dalo nekoč, če so zmogli naši predniki in naši starši, ki niso živeli ravno v vati, ampak so morali zelo, zelo delati, lahko bi rekli celo garati. Garati včasih tudi za kos kruha, torej potem zmoremo mi tudi danes. Samo treba je iskati rešitve in ideje. In jaz želim med ljudi širiti ideje. Na eni strani za podjetništvo, za delo, delo je pa tudi v pridelavi hrane, na drugi strani pa vse to koristi tudi zdravju. In zakaj je tako zelo pomembno za vas ravno v Sloveniji pridelovanje hrane, kot pravzaprav tudi pridelovanje ne samo hrane, ampak predvsem zdrave hrane? Prvič zato, ker smo ena tistih dežel, ki imamo veliko teh površin, na katerih bi lahko pridelovali hrano, poraščenih. Dobesedno grmovje porašča iz leta v leto v Slovenijo. Smo tretja najbolj poraščena država v Evropi in če še temu malo popustimo, ne bo več kje hoditi. Že danes, ko se pripeljajo Američani k nam in ko se spuščajo z avionom dol, mi pove potem eden prav, ja, ampak pri vas je pa to tako ruralno vse, ne? Ker je videl sam gost. Skratka, gre za to, da mi moramo izkoristiti površine in pridelati sebi več hrane, kajti danes damo milijardo za hrano, ki jo uvozimo. Ljudi je pa 110 000 brez dela. Zraven pa da ne rečem, koliko 100 000 kroničnih bolnikov. Mislim, da je ta številka okrog 400 000. In gre za to, da je treba stvari povezati. Zakaj za to? Torej iz večjih razlogov, ni samo enega razloga. Razlog je to, da zemljo imamo, razlog je to, da nimamo zadost dela, da nimamo zadost hrane in seveda, da moramo gledati tudi na svoje zdravje. In če teh 5 točk povežemo, jih lahko uokvirimo v ta projekt. Ali lahko dobimo od Evrope recimo kakšno posebno spodbudo, če bomo tu bolj aktivni oziroma če bomo več svojega truda vlagali ravno v pridelavo hrane? Je tu bodočnost? Gotovo, da je bodočnost. S tem, da jaz absolutno ne izhajam zaenkrat iz kakšnih finančnih spodbud. Prepričana sem, da je potrebno najprej ozavestiti ljudi, da je tu priložnost. Sicer je pa na področju kmetijstva in predelave hrane 30%, več kot 30% celotnega evropskega proračuna točno za to namenjenega. Že v preteklosti in bo tudi v prihodnosti. Tu je treba spet ločiti med tem, tako kot so nekateri razvojni projekti financirani iz Evrope in potem ne dajo ne delovnih mest in ne delujejo. Tako je tudi pri kmetijstvu in pri predelavi so marsikje subvencije, ki tudi bolj škodujejo, kot pa koristijo. Tako da vse to je treba, seveda to je eno širše vprašanje, na katerega jaz ne znam odgovoriti. Znam pa odgovoriti na to, da vem tudi skozi svoje izkušnje, kaj lahko človek sam naredi. In vsak posameznik in vir, ki ga mi imamo, je zemlja. Mi se tega sploh ne zavedamo. V Šanghaju se moraš 2 ure voziti z najhitrejšim vlakom, da priješ do prve zelene površine. A veste, mi jo imamo pa tu zraven in neobdelano. Na kakšen način se vam zdi, da bi lahko pravzaprav ustvarili ta preboj v zavesti ljudi, da bi se začeli zavedati, kako pomembno je in pridelati hrano in predvsem, kako pomembno je uživati zdravo hrano doma pridelano? Gotovo gre za mnogo več potrebnega komuniciranja in učenja o tem. To, da je treba začeti v šolah, je več kot logično. Delovati moramo tudi z zgledi. Torej, zgled je izjemno pomemben in kadar se jezimo na mladino, se moramo vprašati, kak zgled smo ji dajali. Recimo, mene še danes vest peče, da je moja hči jedla majonezo tako kot v otroštvu, ker pravzaprav takrat se nihče ni zavedal, da je to nekaj, kar ni v redu, ker smo pač jedli, ker je bilo dobro. Danes se moramo zavedati tudi, kaj je zdravo. Včasih je tisto, kar je zdravo, ni mogoče tako okusno,
ampak vendar nam pa daje neko kondicijo, tako fizično kot tudi mentalno. In za celodnevno delo, recimo od jutra v noč v parlamentu, je nemogoče, da bi se človek najedel močno neke močne hrane. Nemogoče, ne zdržiš, torej, in tudi, da bi kaj alkohola pil v mestu, absolutno ne gre. Torej, zelo je treba paziti na to, da se obdržiš v kondiciji, ker kaj pa boš tam, če nisi v kondiciji? Mogoče še kakšno zelo spodbudno misel za konec? Ja, predvsem spodbuda je bila danes tukaj na tem omizju, kjer so se ljudje odprli s svojimi zgodbami iz resničnega življenja, ne z namišljenimi, ne iz knjig, ampak iz različnega življenja in z eno polno volje, ki so jo pokazali, da je moč stvari spremeniti.